Dragi prijatelji Božje besede, lepo pozdravljeni na 15. svetopisanskem maratonu. Naslov letošnjega maratona je Le pogum vstani iz Markovega Evangelija 10. In nas Božja beseda vabi, da skupaj s slepim Bartimajem vstanemo tudi mi, da gremo močni naprej in opogumljeni v Bogu. In danes med nami pozdravljam znanega in uglednega vrhunskega nogometaša Markosa Tavaresa. Markos, Zdravo. lepo pozdravljen. Zdravo, lep pozdrav moje strani. Super. Markos, vsi te večinoma poznamo po nogometu, ampak jaz pa vem, da si tudi velik ljubitelj Božje besede in da prebiraš vsak dan Sveto pismo. In bi se tudi v tem pogovoru dotaknila tega, kako ti živiš, kako ti moliš. Najprej pa seveda z enim takim uvodom, da začneva, da pa vseeno malo predstaviš, kako si pa ti iz Brazilije zrastel kot mlad fant, ki je rad brcal žogo, prišel do nogometa in potem celo do Slovenije. Če nam to tako kratko orišeš to tvojo pot. Ja, težko na kratko, ampak bom probal. Ja, sem prišel iz Brazilije, v faveli sem se rodil in takrat sem imel samo eno sanjo, eno željo, ki je biti nogometaš. In hvala Bogu, da ta želja sem izpolnil tu v Sloveniji. In že takrat jaz sem imel že vero v srcu, že takrat sem molil vsak dan za Jezus, za Boga, ampak nisem bral Biblijo vsak dan. In ko sem bil 20 let star, takrat sem začel res brati Biblijo, probati razumeti, kaj Jezus naredil za nas, mi človeške bitje. In takrat sem razumel, da edini pot, edina življenje, edina resnica, ki lahko nas pomaga, je Jezus. In takrat sem predal svoje življenje za Jezusa in on je meni začel učiti principe, vrednote v življenju, ker nisem imel, ko sem bil v faveli. In potem takrat je prišel velika sprememba v mojem življenju in tudi v mojo družino. In takrat mi poznamo Tavares ali Markos, ki danes poznamo. Super, Markos. Ampak ko si brcal ti žogo še kot majhen fant, rekel si, da v Braziliji to dobite kot darilo, ne? Že majhen fant, si živel v revščini. A si takrat se kaj spraševal že, če si že poznal Boga, oziroma najbrž še ne vem, boš povedal, ampak a si se spraševal, zakaj pa si v takem predelu, da ste revni, da si imel tako malo za jest, opisuješ v svoji knjigi, da je bilo res težko. Zakaj misliš, da je pa Bog vse to dopustil v tvojem življenju? Ja, takrat nisem razumel dosti, ne. Jaz v faveli pomeni, da sem živel v revščini, jaz nisem imel postelje takrat za spati, jaz sem spal na tle in takrat, ampak moji starši vedno so molili, smo šli v cerkvi, smo molili, smo svečke prižgali, vse te stvari, ampak takrat, ko sem začel brati Biblijo še globoko, da razumem, zakaj, potem takrat sem začel razmišljati, zakaj sem živel na tak način, zakaj moje življenje ni bilo drugače, zakaj drugi so imeli postelje, so imeli hrano, jaz nisem imel meso za jesti, nisem mogel Coca-Cola piti takrat. Ko je bilo malo boljše, samo nedeljo smo jedli meso, riž ali smo pili Coca-Colo. In potem sem razumel, da Biblija pravi in piše, da nebesa je od Boga in zemlja je dal za ljudi. In mi moramo se skrbeti, ne smemo mi samo rečemo, Bog, zakaj to, zakaj mi živimo tako, ampak mi moramo delati, mi moramo
probati spremeniti okolje v naše življenje. Takrat sem razumel, da dosti stvari, ki se dogaja tu v zemlji, to je zaradi nas, ni zaradi Boga. Bog je nas dal, kako se reče, free will, Svobodno voljo. svobodno voljo. In mi odločimo, če bomo živeli dobro ali slabo, če bomo naredili dobro ali slabo. Jaz vsak dan rečem, vsak dan, ko se zbudimo, mi sami se odločimo. Jaz bom ljubil druge ljudi, jaz bom pomagal druge ljudi, ali jaz bom naredil narobe, jaz bom jezen. Mi se odločimo vsak dan, če bomo živeli dober dan ali slabi dan. In potem včasih mi rečemo, Bog, zakaj imam slab dan? Ne, jaz moram se odločiti že zjutraj. Jaz bom pomagal svojo ženo, svoje otroke, jaz bom z veselje bom pomagal sodelavce, pa tak naprej. Zelo dobro. To je res. In ti si prišel do te točke, ko si se odločil, ne? Kot mladenič si tudi šel majčkeno v alkohol in rekel si, da si tudi pustil ženske ob strani, potem, ko si spoznal svojo predrago Lečisijo. Ja. In to mi je bilo všeč. Mi je bilo pa tudi lepo prebrati o tebi to, da kako te je Bog varoval na tej poti. Lahko bi te že zbil avto, ko si bil majhen, lahko bi se ti vnelo koleno, in še za letalsko nesrečo so že mislili, da si bil na tistem letalu, ki te ni bilo potem, a ne? In si lepo preživel. Skratka, tako se mi zdi eno tako lepo vodstvo skozi tvoje življenje, a ne? In kako te je Bog pripeljal skozi te težave do tega. Zdaj pa me zanima, kje pa je bil prelomen trenutek zate, da si pa rekel, jaz se prepuščam Bogu, Bog, a ne, da veruješ res v Jezusa, da mu predajaš življenje. Imaš kakšen poseben trenutek? Ja, točno to, kaj si rekla, da Jezus vedno je bil z mano. Jaz sem čutil vedno nekaj pomoči od Boga v mojem življenju. Nisem vedel točno, kaj je, na kak način, ampak moji prijatelji danes v faveli, polovica so v zaporu in polovica so umrli. In to že vidim, da Bog je res meni čuval takrat, da nisem šel v kriminalne poti, v droge, v druge stvari. In potem vse, kar se je zgodilo v letalo, ki so vsi mislili, da sem bil v letalu, pa nisem bil. Isto letalo, ko sem šel iz Slovenije do Brazilije, isto letalo, ko je bilo iz Brazilije v Evropi nazaj, ta letalo je padlo, pa jaz sem bil, hvala Bogu, zdrav in živ v Braziliji. In potem je tsunami, ki se je zgodilo tam. Jaz sem bil v Maleziji takrat, tudi tsunami je bil v Tajsko in Malezijo. Jaz en teden prej sem šel iz Malezije, drugače tudi mogoče sem dobil tsunami takrat. In takrat vidim Božjo milost v mojem življenju. In potem, ko sem bil 20 let star, jaz sem imel težavo z ženo, nismo se razumeli, mi smo že imeli 2 otroka takrat. In potem jaz sem mogel narediti nekaj sprememb v svoje življenje. Jaz sem vedel, da je edini način, da lahko spremenim svoje življenje, svoje vrednote, svoje dejanje, je bil preko Biblije, preko svetopisma. In takrat, zaradi moja žena, zaradi moja družina, jaz sem se spremenil. In hvala Bogu, da danes imamo skupaj 5 otrok, imamo družina in tudi Jezus me učil, da družina po Bog, po Jezus, družina pride v prvo mesto. In to za mene je najbolj pomembno, ker če mi nimamo družine, mi imamo težavo za naprej. Otrok, ki nimajo družine, imajo težavo v šolo, v prijatelji, v delo, ne Boga avtoriteto, skregaj se. In jaz mislim, da družina je naša temelj,
in če imamo mi ljubezen od očeta, od mamo, če imamo mi ljubezen noter v našo družino, potem lažje lahko živimo. Super. A nam lahko daš kakšen primer, kako pa živite v vaši družini to povezanost z Jezusom? Kako, ali berete Sveto pismo, imate kakšna slavljenja? Kaj vas povezuje skupaj z Bogom? Naša življenja tu je ali nogomet, ali Jezus, ali Biblija, ali cerkev, ne? In mi imamo tu, jaz sem vodja, duhovni vodja v naša cerkev, ki se imenuje Jezus je pot tu v Maribor. Mi že 11 let imamo cerkev tu in če nisem na trening, če ne igram nogomet, zdaj sem končal, ampak če nisem v stadion, sem ali v cerkev, ali beremo Biblijo, ali organiziramo cerkev. In vsak dan mi molimo, ko se zbudimo, takoj molimo, pa potem imamo včasih zjutraj ali včasih zvečer, vsak dan, kako se reče, vsakidanski kruh, vsak dan kruh. Ne, mi imamo taki, ki beremo Biblijo, en vers od Biblije, potem imamo en misel in mi se pogovarjamo, jaz vprašam svojega otroka, kaj ste razumeli, kaj smo brali, potem vsak govori, kaj so razumeli, pa potem napišejo, oni imajo eno zvezke, ki se napišejo, kaj so razumeli, in potem na koncu mi molimo skupaj. In na tak način vsak dan, če jaz nisem zraven, je moja žena, če ni moja žena zraven, sami oni morajo to delati, potem pokaže, poglej, kaj sem razumel, kaj sem napisal. In potem imamo mi, v naši cerkvi imamo mi srečanje za mlade, za otroke, v nedeljo imamo naše bogoslužje in dosti seminar, dosti se ukvarjamo za cerkev. Jaz tudi poznam dosti duhovnih vodij v Braziliji, ki pridejo tu v Slovenijo, potem imamo mi seminar, zaskonski seminar, ljubezen, spoštovanje. Dosti smo aktivno v cerkev. Super. A imajo otroci vsak svoje Sveto pismo, me zanima, pa kdaj so ga dobili, kdaj, a sta ga skupaj z ženo jim podarila, ali so si ga sami izbrali? Kako je to pri vas? Vsak ima svoje Sveto pismo in takrat, ko začejo že razumeti ali bere, takrat so že razumeli brat, mi smo dali Sveto pismo, ampak mi tudi imamo v Braziliji dosti Sveto pismo, ki je v karton, kako se reče, kot je risanko, ne vem. Aha, kot risanka, ja. Ja, kot risanka. In že takrat smo pokazali, smo neke zgodbe od Jezusa, stari novo zavezo smo pokazali, takrat že mi probamo čim prej, da oni čutijo ta vera, ker je zelo pomembno. Super. Kako pa ti osebno moliš? Kakšna je tvoja molitev, tvoj pogovor z Bogom? A imaš kakšen čas v dnevu, kadar najraje moliš, ali skozi cel dan? Kaj ti je ljubše? Jaz, ko berem Sveto pismo, razumem takrat, ko Daniel je molil 3-krat na dan, ne? Daniel v Sveto pismo je molil 3-krat na dan. Jaz razumem, da mi kristijani, mi moramo moliti 3-krat na dan. Ampak časi ne gre, ne? Daniel je molil zjutraj, pol dneva pa zvečer. Jaz molim zjutraj, ko se zbudim, zahvaljujem Boga za ta dan, za milost od Boga v našem življenju, zahvaljujem za življenje, za hišo, za oblačilo, skupaj za svojo družino, mi molimo skupaj, preden da gremo v šolo, ne, da jaz vozim v šolo, se zahvaljujemo za šola, za vse aktivnosti, ki imamo in tudi, da Bog blagoslovi naš dan.
da tudi čuva naše življenje. In pa potem zvečer zahvaljujem, ne, rečem hvala za vse, kar si naredil ta dan, da si nas čuval, da si pomagal in da tudi, da vsak dan me uči in da lahko jaz vsak dan razumem več duhovni svet ali tvoje kraljestvo, ne, Božje kraljestvo, ker to je zelo pomembno. Dvakrat, skoraj 3-krat, ampak včasih gre, včasih ne gre. Se trudiš, tako, se trudiš, lepo. Jaz vem, da je tvoja najljubša svetopisemska vrstica Jaz sem pot, resnica in življenje. Daj povej mi kaj več, zakaj si pa to izbral, zakaj ti je to tako najboljše vodilo? Ja, to je že, ker Jezus je spremenil moje življenje. In vem, da jaz sem probal druge religije, jaz sem probal dosti stvari, pozitivne misli, pa nič ni šlo. Ali ljudje, jaz mogoče, takrat sem imel svoje idole pri nogometu, pa oni niso spremenili moje življenje, na boljše. Ampak takrat, ko sem srečal Jezus, takrat, ko sem se učil svoje principe, vrednote, takrat je res, on je spremenil moje življenje, moje srce in tudi spremenil moja družina, moja žena. In takrat smo živeli na drugačen način. In to je bilo tako dobro. In jaz imam tako rad Jezus, kar on je naredil moje življenje. In zaradi tega sem rekel za Jezus, vse ljudi, ki jaz bom srečal svoje življenje, jaz bom tudi pokazal svojo ljubezen, Jezusova ljubezen, dobrote. In to je moj motiv, to je moj motor, to me vodi. Vsak, ki jaz se srečam, jaz rečem, Jezus je spremenil moje življenje. In če on je meni vzel od revščine in mi naredil toliko dobrih stvari, lahko tudi za tebe ali za druge ljudi. In to je moja beseda, moja versica. In ko sem bral v Bibliji, da Jezus je pot, resnica in življenje. In to je meni tako, ker to je res. In enkrat pri Maribor, jaz, ko sem prišel v Maribor, sem hotel pokazati ta ljubezen, kaj je Jezus naredil v moje življenje. In potem jaz sem molil Bog, kaj lahko naredim, da vsi ljudi, ki mene gleda na terenu, na igrišču, kaj lahko naredim. Potem Jozef mi je pokazal ta vers. In potem sem razmišljal, ampak ta vers, da lahko pokažem, to je veliki, preveč stvari, da pokažem. Potem Jezus rekel, ali jaz sem čutil, jaz bom naredil majico, ki bom vzel, kako se reče, pod NK Maribor dres in ko bom zabil gol, ker kamera pride takrat v igralec, ki je dal gol. In ko bom dal gol, jaz bom pokazal dvignil majico. Dvignil majico, bom pokazal za celo Slovenijo, da Jezus je pot, edini poti, da lahko imamo odnos z Bogom, da ni sonce, da ni druga religija, da ni ljudi, da ni noben, samo Jezus. In potem takrat je prišel in vsaki gol, ko sem dal za NK Maribor, sem pokazal, Jezus je pot. Super, in to so delali tudi tvoji soigralci, a je res? So tudi oni potem te majice imeli na tribunah dostikrat. A je kakšna zgodba, da je pa nekdo, ne vem, iz Maribora, iz tega nogometnega kluba, tudi začel slediti Jezusu, ker je mogoče tebe spoznal, pa si mu pripovedoval o tem. A je kakšna taka zgodba? Je. Ko sem prišel v Maribor, je tudi soigralci Nilton Cardozo, on je bil kristjan isto kot jaz. In skupaj smo dvigli majico, skupaj smo molili,
pred tekmo, jaz vedno sem molil pred tekmo. Jaz, ko sem bil kapetan NK Maribor, sem vzel dres, zastava in sem molil, Bog blagoslovi naš klub, naši igralci, tudi nas varuje, da noben bo imel poškodb, pa tako naprej, pomaga, da lahko zmagamo. In takrat smo molili in ljudje so videli, igralci so videli. In tudi navijači so videli, navijači, ko so mene srečali v ulicah, so prišli, Jezus je pot, Jezus je pot. In potem tudi drugi igralci, ki smo imeli več ali globok odnos, oni so tudi sprejeli Jezus, so spremenili svoje življenje in mislim, da zaradi tega jaz sem tu v Sloveniji. Tako, ja. Bog te je uporabil tudi prek tega, da si znan na televiziji in povsod po svetu, da lahko tudi oznanjaš njega. Zelo lepo. Marko, dotaknila bi se še vajnega odnosa z Lečisijo. Vem, da je ona, zelo rad tudi poudariš, da je ona te tako spodbujala pri nogometu in pri tem, da rasteš in si tudi hvaležen. Kako, daj povej, kako sta se vidva spoznala in tudi kako danes gradita ta odnos, da ostaja živ, da imata to strast, ljubezen, da ohranjata in da premagujeta vse te ovire. Ja, 18 let sem bil, ko sem srečal ženo na svoj rojstni dan. In takrat, ko sem videl ženo, sem rekel, ona bo moja žena, mama svojega otroka. Pa že prvi tisk že je bilo tako. Ampak takrat sem bil malo nori, ne vem, mladosti, veš, nisem bil tak preveč v samo en poti. In potem 6 mesecev kasneje smo bili skupaj, pa že takrat sem rekel, ti si bo moja žena enkrat in bo mama, ampak jaz se želim zdaj enega otroka, sin, ker jaz hočem igrati z njim en dan in zato zdaj moramo narediti, ko bomo 18 let star. Je rekla, ne, ti si nor, kako, najprej moramo se poročiti, sem rekel, pol, najprej otrok. In potem je to sprejela, ampak ni bilo lahko za njo, ker ona je že imela dobro življenje, že imela svoje delo, svoj apartmajo. Jaz sem prišel iz revščine, nisem vedel točno, kaj je prav, kaj ni prav, sem imel čisto drugače življenje kot njo, zato je bilo težko na začetku, kaj ona že živela v neki dobri ali pravi princip. Jaz sem kradel, ko sem bil mali, jaz sem naredil dosti stvari, da lahko preživim. In ona je že imela dobro življenje, potem smo imeli problemo, ampak ona je meni razumela in meni pomagala. Zaradi njo sem nehal hoditi v diskoteke, alkohol piti, tudi dosti stvari. Ona je meni zvečer naredila čaj, torte, dobre večere, potem sem stal doma z njo in mi smo imeli dobro življenje. Ampak potem je bilo malo probleme in na koncu jaz sem mogel spremeniti. In da lahko mi boljše živimo kot družine, kot zakonski pari. Ampak ona že takrat je molila vsak dan. Je razumela, da Jezus, samo Jezus lahko pomaga v naše življenje. In je molila vsak dan, da bo Jezus naredil čudež v naš zakonski par, družina. In mislim, da ta molitev je bil zelo pomembna in Bog je slišal. In potem, ko smo spremenili jaz, pa tudi ženo, mi smo boljše razumeli en drugega. Ker takrat, ko beremo Biblijo, ne kot samo religiozni knjigo, ampak če mi razmišljamo, če mi
beremo Biblijo, da lahko uporabimo v našem življenju vsak dan, potem na drugačen način mi lahko živimo tu v zemlji. Ker Bog je naredil človek, in moške in ženske. In če on naredil, on ve, zakaj smo tu in kaj mi moramo narediti, da bomo imeli boljše življenje tu v zemlji. In potem mi smo začeli, smo hodili v cerkvi, smo hodili v neki tečaj in potem smo razumeli dosti stvari. In potem seveda ona je meni odpustil dosti stvari, ki sem naredil, jaz tudi njo, in danes živimo boljše. In vemo, za nogometaš je težko, ker dosti ženske hoče biti za nogometašo. In potem žena to je dala svojo, kako se reče, trust, Zaupanje. zaupanje za Boga. In tako Bog čuva moj mož in da on bo hodil preko svoje principe, in zato mi imamo dober odnos danes in bomo še naprej. Super. Omenil si že, da imate v cerkvi tečaj ljubezen in spoštovanje. Kako pa ti Lečisi izkažeš, svoji ženi izkažeš, da jo ljubiš, in kako ona tebi pokaže, da te spoštuje? Ja, to v Bibliji to je prvi princip za moža, je, da ljubi svojo ženo na isti način, kot Jezus je ljubil svojo cerkev, je dal svoje življenje. In to ni lahko, ampak to probam vsak dan, ljubi svojo ženo, naredi vse, da ona bo vesela, da ona bo se počutila varnost, in da bo živela na način, ker Jezus hoče, da ona bo živela. In ta ljubezen je, da vse, kar ona rabi za življenje, jaz bom dal za njo. Jaz sem mož ali oseba, ki prepeljal ženo iz Brazilije v Slovenijo. On je tu zaradi mene, ker igram nogomet, in potem vse potrebe, ki ona ima za sebe, za svojo mentalnost, fizičnost, duhovnost. Jaz probam vsak dan, da ga ljubi, da dam vse, kar ona potrebuje. Včasih masiram noge, včasih kuham nekaj za njo, včasih peljem da dela druge stvari tu v Sloveniji ali izven Slovenije. In tudi seveda vsak dan pošljem sporočilo, ljubim te, pogrešam te, ko dosti potujem, pa pokličem, pa povem, da ona je pomembna v mojem življenju. Če ni Lečisi v mojem življenju, seveda Marcos Tavares, danes ni bil Marcos Tavares, ki mi poznamo. Dostikrat sem hotel nehati igrati nogomet, ampak žena je bila, ne, ti imaš sanja, ti se želiš biti nogometaš, ne zdaj obupa, ne zdaj nehaj, jaz bom s tabo. In vedno moram ponavljati ali zahvaljujem ženo, da ona je meni najboljše podporo. In potem ona meni ona meni da svoje spoštovanje, spoštuje, kaj delam, vse moja vizija. Jaz sem človek, ki hočem vedno narediti večje stvari, vedno hočem narediti velike stvari, in ona vedno meni spoštuje moje vizije, moje sanje, moja želja. Ne, če ti si rekel, da to je to, da gremo na tak način, jaz spoštujem in sem s tabo, bom podpiral, bom naredil, gremo skupaj. Če Bog je tebe dal ta vizija, ta sanja, to pomeni, da to
je od Boga in jaz bom tebi pomagal. Zelo lepo, zelo dobro si to povedal. Evo, to spoštovanje, da te je vsem podpirala. In celo prebrala sem, da se je postavila pred vrata in rekla, ne, ne greš zdaj ven, po nogometu moraš počivati, jutri te čaka nova tekma. Tako da zelo lepo to. A lahko mladim svetuješ kaj glede vztrajnosti? Ker vsak si izbere nek mogoče hobi ali pa nekaj, kar bi rad počel v življenju, ampak kot v vsaki stvari so vedno težave. Kako vztrajati, da slediš svojim sanjam ali pa nečemu, v kar te Bog kliče? Ne vem, nekdo v nogometu, nekdo v glasbi ali pa v baletu, tako kot tvoji dve hčerki. Kako svetuješ otrokom, da grejo čez težave, ker najbrž vedno pridejo težave, a ne? In to, da bi odnehal in upal. Jaz vsak dan moram vedeti, kaj jaz se želim v svojem življenju. In če vi mladi imate željo, če vi veste, kaj želite v svojem življenju, potem ne pomeni, kaj se dogaja v svojem življenju. Če dela dobro, če se potrudiš, če obogaš staršev, če oboga vodi trener, ne glede, če v balet ali v športu, karkoli šport, ali če hočeš v glasbe, ali če hočeš biti zdravnik, zobozdravnik, ne vem. Samo moraš imeti vero, ker dosti ljudi bojo govorili slabo ali bojo govorili, da ne moreš, da nisi dovolj pametno. Jaz dosti sem to slišal, ti si prišel iz favela, ti nimaš šanse, da boš nogometaš. Ampak jaz sem verjel v Bogu najprej, potem sam sebi, da lahko naredim, kaj Bog se želi za mene. In če imaš ti vero, če imaš ti voljo in če imaš samozavest, lahko narediš dosti. Jaz dosti krat ljudje so rekli, Tavares, ti si star, Tavares, nisi dobro, ampak ne pomeni, oni ne vodi moje življenje. Kdo vodi moje življenje? Jezus. In če je Jezus rekel, jaz imam dobro življenje za tebe, jaz imam ljubezen, jaz imam življenje v izobilju. Jaz sem verjel Jezus. Ne verjemi, kaj drugi govori o tebi. Verjemi, kaj Jezus govori, ker samo Jezus je umrl za tebe. Ja, res. Zelo lepo. Še nekaj me zanima. Zdaj bi se dotaknila malo nogometa, pa odnosa z Bogom in še pa družinskega življenja. In me zanima, ker si tako pot že dal skozi, kaj si se naučil, recimo na področju nogometa? Če nam poveš, kaj so bile take lekcije, da si se naučil, kaj si se najbolj naučil v odnosu z Bogom in kaj si se najbolj naučil v družinskem življenju, skozi družino, ki jo imaš. Bog, najprej Bog. Kaj sem se učil z Bogom? Super. Bog je vse. Brez Boga ne moremo narediti nič v življenju, ker On je naredil vse v naše življenje. On je naredil univerz, zemlja, živali, človeška bitja. In če mi hočemo živeti dobro tu v zemlji, mi moramo najprej razumeti, kdo smo, odkot smo prišli. In Bog je nas pripeljal sem. In če jaz razumem, da je Bog meni naredil, potem bom razumel, kdo sem jaz. Naša identiteta, moja identiteta, jaz bom razumel takrat, ko imam odnos z Bogom, z Jezusom. Družina. Bog je naredil družina in družina je najboljša šola. Takrat mi razumemo o ljubezen, mi lahko damo našo ljubezen.
v družini mi učimo spoštovati drugi ljudi, kako se reče, pardon en drugega. Tudi v družini učimo vrednote, principi, učimo spoštovanja. V družini imamo naš temelj. Če mi nimamo dobro ali zdrava družina, potem imamo težavo za naprej. In nogomet v delu, ne glede, kaj drugi govori o tebi, ne glede, kaj se dogaja, če ti imaš Boga in če ti imaš dobra družina, boš uspel. In zato delo, lahko mi delamo, kaj mi hočemo v življenju. Če mi imamo dober odnos, globok odnos z Bogom in če mi imamo dobra in zdrava družina. Ali vam je všeč, da lahko Sveto pismo berete v svojem jeziku? Nekateri ga žal še ne morejo. Ob 15. obletnici svetopisanskega maratona smo se povezali s sestro Zorico v Senegalu. Vabim vas, da si skupaj pogledamo video. Veliko Senegalcev še nima svojega svetega pisma in verjamem, da je zelo pomembno, da bi ga imeli, da bi ga vzeli v svoje roke in ga brali. Kristjani smo v Senegalu v manjšini, imamo srečo, da živimo v miru. Se mi zdi, da v Senegalu je izziv imeti dovolj, da preživiš en dan ali pa en teden. Vsak poskuša na preprost način nekaj zaslužiti, zato da bi lahko preživljal sebe in svojo družino. So pa to veseli ljudje, zadovoljni s tem malo, kar imajo, to zadošča. V večinsko muslimanski deželi se kristjani zavedajo, kako pomembno je, da so pristni in zato iščejo pot do izvira. Imeti Sveto pismo bo zanje pomenilo veliko pomoč, da bi bili sol zemlje. Za vašo dobroto, za vašo gesto srca za Senegal se vam zahvaljujem z besedo hvala v 2 lokalnih jezikih, Wolof in Serer, Djerejef, Djokanjal. Ja, nogometa se nisva toliko še dotaknila, ampak vseeno, daj povej, morda te še kdo ne pozna v Sloveniji, ne vem. Ti si bil kapetan NK Maribor, koliko golov si dal v svoji karieri? Me zanima pa, a ti je kakšen gol še posebej pomenil, ali si čutil, da je tudi bil izmoljen, da ko si molil pred tekmo, da je takrat res Bog še bolj deloval na tisti tekmi? Ja, to dvoje me zanima. Koliko golov? Ja, 13 let sem bil kapetanski igralec, pri NK Maribor. Ja, sem dal več kot 200 golov v Sloveniji, samo v prvo ligo. Sem najboljši strelec v Sloveniji. Sem dal največji gol v vsej zgodovini v Sloveniji in poseben gol sem dal proti Celtic, takrat, ko sem igral Ligo prvakov. Takrat jaz sem dal gol in vse od začetka do konca Bog je pomagal. Ni bil zaradi moje kvalitete. Moja noga, ki je vodja, jaz sem levičar, jaz igram nogomet s levo nogo. In takrat sem zabil gol z desno nogo, ki ni moja prava noga, in sem hotel šutirati v en strani in žoga šla na drugo stran. To Jezus ali angel od Jezus je pomagal in zaradi ta gol smo igrali v Ligo prvakov
In to je bilo zelo pomembno. In tudi imam najhitrejši gol v zgodovini v Sloveniji, 8 Ja, res je. sekunde, ja. In jaz govorim to zakaj, ker ni bilo samo zaradi moj talent, ampak Jezus, Bog je meni pomagal v vsako tekmo, ker sem molil Jezus, prosim, pomaga, da lahko delam, da lahko zabijem goli, da lahko ljudje vidi, kaj ti delaš, ko spremeni eno osebo. No, ja, res. Zelo dobro, Markos. To vodilo res vzeti za vsako delo, ne samo za nogomet, ampak vse, kar počnemo v življenju, ne. Ja, In sedaj si ti, imaš svojo šolo, ja. vodiš majhne dečke, jih učiš nogometa. Kakšno poslanstvo pa tukaj čutiš? Kje so zdaj še tvoje želje in ambicije za naprej? Kam te Bog kliče? Moja želja za naprej je, da pomagam drugi ljudi, ker Biblija pravi, da mi moramo imeti rad naše najbližje. In vse, kar je Bog meni dal, da jaz predam naprej. In vse te znanja, vse te stvari, ki je Bog meni dal, jaz hočem predati naprej, še naprej za naš otrok. In moja želja, da bojo naši otroci tu v Sloveniji, da bojo imeli boljše kvaliteto, in zato jaz mislim, da če imamo mi evropska mentaliteta plus brazilska tehnika pri nogometu, lahko naredimo najboljši nogometaši na isti način, kot sem jaz. Jaz imam brazilska tehnika in sem se učil tu v Sloveniji evropska mentaliteta. In ta miks dela najboljši nogometaš. In to hočem učiti, tudi vrednote, principi. Vedno, ko se pogovarjam z nogometašem, hočem reči, kaj narobe sem naredil, kaj ni v redu, kaj je v redu. In na tak način probam pomagati naše otroke. Imam svojo nogometno akademijo, od 4 let za naprej do članska ekipo. In tudi imam nogometni kemp, ki se dogaja pri Radenci, in tam lani smo imeli 130 otrok, 5 dni smo skupaj, spimo skupaj, in takrat zvečer vedno govorim, imam predavanje, govorim o vrednote, o principi, kaj pomeni nogomet za meni, in na tak način hočem pomagati Sloveniji. Super. Kakšne imaš pa želje še za cerkev, pa za družino? Ti imaš kakšne nove projekte? Ja, mi smo zdaj imeli sestanke za celo leto v naša cerkev in dosti stvari se dogaja, bo se dogajalo v naša cerkev. Projekt je, da probamo v vsako družino, ker cerkev so dosti družine skupaj. In najprej družina mora biti zdrava. Naš projekt je, da bo naša družina še več zdrava, v dober odnos pred mož in ženo, starši z otroci, otroci z staršami. In to zdaj bomo mi letos več jaz bom učil več o družino in o zakonski par. Fino. In v cerkvi to imate? V cerkvi. In potem še kak imamo za nogomet, ne? Aha, ja, za nogomet si povedal, a ne? A imaš še kaj? Kar povej. Mislim, da to je zdaj kot pomočnik športni direktor pri NK Maribor. Se želim, da naš klub bo vsako leto bomo igrali v Evropi. To so moja želja in upam, da za pomoč od Boga lahko to naredimo. Tako, in lahko tudi mi še molimo za to, da bo vse uspelo in da bo Bog blagoslovil.
Super, Markos, res sem vesela, da sva lahko danes malo poklepetala, čeprav nadaljavo. Ja. Imam še eno žogo doma, tako za svojega sina tudi, da jo lahko podpišeš enkrat v prihodnosti, Seveda, lahko. da se vidimo. Sem pa hvaležna za vse to, kar si podelil z bralci Božje besede. In tudi vi vsi na Svetopisemskem maratonu nas spremljajte še naprej, oglejte si še druga dogajanja in prispevke. In ja, tako kot smo na začetku rekli, le pogum, vstani. Točno to. Hvala lepa, čast mi je, da lahko bi tukaj z vami in želim, da polne blagoslov in dobrote od Boga za celo leto. Hvala, Markos. Srečno. Srečno. Adijo.